Mateja Perpar nad obzorji. Nepričakovan zaplet, v bistvu 2, prvi del, 9. poglavje. Pisatelj bi napisal: bil je lep sončen aprilski dan, ko se je mladeniču življenje postavilo na glavo. Namreč, kot veste, sem Jožetu že pred meseci, kot kakšen Cyrano de Bergerac, priskočil na pomoč pri oblikovanju dovolj srčno sladke rojstnodnevne poslanice, da bi ob njej zatrepetalo srce tolikan občudovane Mance. Razglabljanje o primernem voščilu mi je vzelo kar precej časa, ker punce nisem tako dobro poznal, da bi vedel, kaj ji je všeč. Jože mi tu ni bil preveč v pomoč, samo blazno se mu je mudilo. Ko sem ga spraševal, kaj rada počne, s čim se ukvarja, kakšno glasbo posluša in podobno, je samo zmigoval z rameni. Na kompliciri, ti sam tak napiš, da bo videla, da mi je všeč. Voščilno jajce, ki sem ga zvalil na koncu, se je glasilo: ljuba moja, vsakič, ko greš mimo mene na hodniku, se me dotakne omamni vonj tvojih las. Sem ujetnik tvojega pogleda in suženj tvojega nasmeha. Bodi še naprej tako mila, ljubezniva in očarljiva. Vse najboljše.